Spoštovani vsi prisotni. Dovolite mi, da uvodoma izrazim iskreno sožalje svojcem umrlih v prometnih nesrečah in sočutje vsem, ki so bili v prometnih nesrečah poškodovani. Zavodu Varna pot, ki nudi podporo poškodovanim in svojcem ter ozavešča in izobražuje otroke, mladino, odrasle, vse v neutrudnih prizadevanjih, da bi dosegli vizijo nič. Pa na tem mestu izrekam zahvalo. Na Ministrstvu za infrastrukturo smo skupaj s partnerji, med katerimi je pomemben člen tudi Zavod Varna pot, pripravili resolucijo o nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu za obdobje 2023-2030, ki ima vizijo nič v svojem jedru. Brez glasu proti jo je pred skoraj letom dni sprejel Državni zbor. Upoštevanih je bilo veliko kakovostnih mnenj in predlogov strokovnih ustanov ter nevladnih organizacij. Da se stanje prometne varnosti v Sloveniji izboljšuje, kaže najnovejše poročilo Evropske komisije za leto 2023. Slovenija je med državami članicami Evropske unije med tistimi, ki so najbolj zmanjšale število smrtnih žrtev med letoma 2019 in 2023 na cestah, kar kaže na opazen dvig prometne varnosti pri nas. A brezbrižni posamezniki, ki posegajo v pravico slehernika, da na cilj pride varno, so ključen odgovor na vprašanje, zakaj se prometne nesreče še vedno dogajajo. Alkohol, droge, neprilagojena hitrost, neuporaba varnostnega pasu, uporaba mobilnega telefona in multimedije, neupoštevanje drugih udeležencev so le nekateri izmed najpogostejših dejavnikov tveganja, zaradi katerih je človek odgovoren za nastanek prometne nesreče. Zato se na tem mestu upravičeno vprašamo, ali je izraz nesreča sploh primeren. Le redko, v manj kot 3% je namreč dejavnik nastanka prometne nesreče drug kot človek. Mogočen spomenik, ob katerem smo danes zbrani, nosi sporočilo, ki ga je Niko Grafenauer ustvaril v spomin na minula življenja. Včasih se moraš tu ustaviti, da dojameš, kako je kdo s hrbtom obrnjen proti tebi sredi življenja odšel po cesti, ki ga je zvrgla v svoj vase izrečeni z Bogom. Opominja nas, da stojimo na stiku dveh svetov. Sveta tistih, ki so svoje bližnje izgubili, in sveta tistih, ki so izgubo povzročili. In prav letošnje obeleženje je namenjeno spominu na trenutek, ko sta se svetova srečala. Tisti dan je za vselej neizbrisano vtkan v zavest svojcev in bližnjih, saj je bil tok življenja njihovih najbližjih ustavljen ali zaradi poškodb korenito spremenjen. Spremenil pa se je tudi povzročiteljem. Spomin na tisti dan je tako močan, da ostane za vedno. Toda valovi spomenika nosijo še eno poslanstvo, ki zažareva upanje. Praznino in nemoč, ki svojce hromita po tragedijah, včasih premaga odpuščanje, čeprav sta za to potrebna čas in človeška veličina. Želim si, da bi vsakdo, ki obišče to tenkočutno mesto spomina, odšel spremenjen. Naredimo globok premislek o lastnih navadah, morebitnih razvadah, ki nikakor ne sodijo v prometno kulturo. Poskrbimo za lastno varnost in tako posledično skrbimo za varnost vsakogar, ki je na naši poti. Zavedajmo se, da v prometnem okolju lahko pomembno prispevamo k varnim potem ali povzročamo nepotrebno tveganje. In ne nazadnje, prizadevajmo si, da to niso le sporočila današnjega dne, temveč naše misli in ravnanja v prometu vsak dan. Hvala.